11-letna Ana Marija nam je poslala vprašanje. Ali je žvečilni gumi hrana? V bistvu tudi mene to zanima. To je Zoki, ki obožuje žvečilne gumije. Osnova žvečilnega gumija je guma iz naravnih in umetnih sestavin. Za večjo prožnost so dodani mehčalci, kot je glicerin, za okus pa poskrbijo sladila in arome, naprimer mentol. Ko Zoki svoj žvečilni gumi premetava z jezikom in stiska z zobmi, se ob mešanju s slino sproščajo sladila in arome. Tako nekaj žvečilnega gumija v vsakem primeru použije. Seveda pa hranilna vloga žvečilnega gumija ni bistvena, kaj šele edina. Žvečilni gumi pomaga odstranjevati zobne obloge, s sproščanjem sline, ki spira zobe, pa uravnava prebavo in s tem pripomore k boljšemu zadahu. Žvečenje krepi obrazne mišice ter izboljšuje prekrvavitev obraza, v ustih pa sprošča blagodejen okus. Glede koristnosti žvečilnega gumija strokovnjaki nimajo enotnega mnenja. Zobozdravniki priporočajo žvečilne gumije z umetnimi sladili, naprimer s ksilitolom, medtem ko strokovnjake za prehrano skrbi njegova morebitna škodljivost. Zato tudi Zoki z žvečenjem ne pretirava. Ker sladila v žvečilnem gumiju uradno uvrščamo med živila, tudi ta sodi med prehrambene izdelke. Zoki pri žvečenju zaužije od 5 do 10 kalorij, vsaj toliko pa jih porabijo njegove mišice že za žvečenje. Čeprav žvečilni gumi uvrščamo med živila, ni razgradljiv, zato ga ne smemo odvreči med biološke odpadke. Zoki ga po žvečenju zavije v papirček in pazi, kam ga odvrže.